Slovenija je na področju skrbi za boljšo, za ustrezno klinično prehrano naredila velik korak naprej. Bodimo iskreni, tudi po vaši zaslugi. Kakšni so obeti za umestitev tovrstnih prizadevanj v sistem, pri čemer mislim tako na klinične poti, kot tudi na praktično na udejanjanje priporočil v praksi? Ja, jaz mislim, da dejansko se v zadnjih letih kar veliko premaknilo. Prej sem gledala številke naše raziskave, ki smo jo naredili pred 5 leti. Že tle smo boljši, ker se je pač v določenih bolnišnicah tole stanje izboljšalo, kar pomeni, da dajemo tudi manj podhranjenih bolnikov domov in bolje skrbimo za njih. Za sistemske obete pa prav tako vidim, bi rekla, zdaj majčkeno luči v tem tunelu, skozi katerega hodimo, ko vstopamo v to področje medicine. Prvič se je odzvala medicinska fakulteta in to zelo pozitivno, ker uvaja pouk na tem področju. Mi študente od lanskega leta naprej tudi učimo v obliki izbirnih predmetov in upamo, da bomo počasi prispeli tudi k delu integriranega študija medicine. Potem zdi se, da bo počasi bolj prisluhnilo tudi Ministrstvo za zdravje, kar je ključno, če hočemo izvesti sistemske ukrepe na tem področju. Zanimiv pa je podatek, da se je na analizo Ministrstva za zdravje glede strokovnjakov z področja klinične prehrane v bolnišnicah odzvalo v bistvu majhno število naslovnikov. Kolikor vem, odgovora Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki je največja tovrstna inštitucija in ki je pravzaprav obvezana k odgovoru, ni bilo. Ne, žal res. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana tega vprašalnika niso izpolnile so ga pa številne manjše ustanove, ki se ukvarjajo z zdravljenjem bolnikov, bodisi kot primarno ali sočasno dejavnostjo. In jaz moram reči, da v manjših okoljih dejansko res opažamo izrazita prizadevanja, ker je mogoče laže. V sistemu, kot je klinični center, pa v bistvu že dolga leta opažamo zelo oteženo tudi sodelovanje pri izvajanju ukrepov klinične prehrane, ker mi to še posebej vemo na Onkološkem inštitutu, ker je naša kuhinja v njihovi domeni. Ampak dobro, klinična prehrana vsekakor ni samo kuhinja, ampak drugače pa mislim, da se tudi v kliničnem centru Ljubljana dogaja marsikaj pozitivnega. Kolegi se močno izobražujejo, poskušajo vzpostaviti ukrepe klinične prehrane po posameznih oddelkih. Tako da tisto, kar najbolj manjka, je v bistvu neka integracija znotraj kliničnega centra in seveda na tem, da se dobi nadzor na tem, kako deluje kuhinja kliničnega centra, ki mora biti pač integralno povezana v medicinsko oskrbo. Velik problem, ki je pogosto ovira na poti uspešnemu zdravljenju, je tudi podhranjenost bolnikov. Kako pogosto se s tem problemom srečujete v klinični praksi pri zdravljenju hospitaliziranih pacientov? Pri nas imamo na Onkološkem inštitutu, kjer imamo precej redne analize tega stanja, vstopno podhranjenost tam nekje okoli 40%, potem jo skušamo nekako zadržati, da se ne bi tekom teh agresivnih terapij preveč povečevala in mislim, da smo vedno boljši in ne pridemo več do številke, kot smo včasih prišli, tja nekje do 80% pri bolj agresivnih oblikah raka. Tako da pač seveda tisti začetni podhranjenosti se pa ne moremo izogniti, ker so sistemski ukrepi na nivoju primarnega zdravstvenega varstva še preveč, rekla stihijski, da bi bolniki že prihajali v dobro prehranjenem stanju v bolnišnico. Mogoče še strokoven nasvet. Kaj bi svetovali ljudem, ki želijo zaživeti bolj zdravo ali ki se želijo nenadzorovano znebiti preveč kilogramov? Kaj naj naredijo, kako naj ukrepajo, komu naj prisluhnejo, s kom naj se posvetujejo? Ja, predvsem je potrebno skrbeti, da bo regulacija telesne mase medicinsko nadzorovana, da se postavi primerna diagnoza njihovega stanja telesnih mas, to se pravi, na ta način dobimo prehransko in presnovno diagnozo. To lahko izvede kvalificiran prehranski strokovnjak, ki obvlada proces prehranske obravnave po načelih klinične prehrane. Zato mora imeti napravljeno ustrezno šolo, ki je lahko trenutno recimo
šolanje na fakulteti za dietetiko oziroma fakulteti za zdravstvene vede, kjer se poučuje tudi dietetika in potem pridobi dodatna znanja klinične prehrane, ali pa strokovnjaki, ki se izobražujejo na biotehnični fakulteti na oddelku za prehrano, ki tudi pridobivajo znanja klinične prehrane, in potem seveda še določen segment diplomiranih medicinskih sester, ki se doizobražuje z področja klinične prehrane. To se pravi, na ta način se lahko naredi usmerjena prehranska obravnava, ki se pa potem mora in je nujno, da se skoordinira z lečečim zdravnikom, ki pogleda še druge, bi rekla, zdravniške aspekte prehranskega stanja in ko imamo mi potem celo zdravstveno sliko, ki vključuje tudi obravnavo prehranskega stanja, postavimo diagnozo in nastavimo ukrepe glede na priporočila, ki obstajajo. Mi imamo danes relativno dobra priporočila za praktično vsa področja klinične prehrane, od preventivnih ukrepov ob telesni aktivnosti za posamezna obolenja in tako naprej. Potem, ko mi te ukrepe nastavimo, jih moramo spremljati, da ugotavljamo, kako se pri posamezniku vse to nekako udejanja. In velika napaka je, če se mi lotimo nadzorovanja telesnih mas ali pa ukrepov klinične prehrane, če jih ne spremljamo. Ker potem, ko jih spremljamo, je približno tako, ker če mi nekomu zdravimo visok pritisk, pa mu damo eno zdravilo, moramo potem primeren odmerek tistega zdravila, da bomo lahko nadzorovali njegovo bolezensko stanje.